Igor, dobrodošel v studiu Vala 202. Živijo, dobro jutro. Dobar dan. No. Ja, dobar dan. Ja. S pozdravom sem že nakazal, da se bova tikala, vsaj takšen je najin dogovor. Ne? Tako, mislim, da mi vsi izbajete, se moramo tikati. Moramo. Radijski medij ti je že dolgo domač. Pred 20 leti sta imela Slonom na eni od komercialnih postaj oddajo Slon in Sadež radio. Vmes si na radijih počel še to in ono. Zdaj si scenarist Radia Ga-Ga Nova generacija. Kakšen je torej tvoj odnos do radija, ki so mu že dolgo tega napovedovali konec, pa je še kar živ in tudi živahen? Ja, jaz mislim, da radio je podobno kot televizija, v času korone doživel svoje ponovne rojstvo, ker so ljudje gotovili, da rabijo nek kolikor toliko zanesljiv vir informacij o različnih stvareh. Drugač pa mi je radio blizu, predvsem zato, ker se kot avtor v glavnem ukvarjam z besedami, ne, pa z govorom, in pač radio je tukaj ta glaven, ne, pač tukaj besede največ štejejo. In se mi zdi, zato je to pač medij, ko mi je fajn na njemu delati, ker pač nekaj napišeš in to je dovolj. Radio satiri verjetno omogoča še več kot recimo televizija, dobra imitacija lahko pride še toliko bolj do izraza. Ja, po eni strani je res to, ne, da na radiju je mogoče malo lažje, predvsem zato, ker lahko z glasovi pa zvoki uprizoriš situacije, ki jih je bistveno težje ali pa produkcijsko bistveno dražje predvsem ne ustvarjati na televiziji. Po drugi strani je pa res, da dobra imitacija, če je tudi vizualno podprta, ne, ima pa neko dodatno težo, še bolj prepriča. Ne. Ko vidimo lik in slišimo lik, mu včasih še bolj verjamemo. Oziroma tudi za imitatorje je včasih lažje, če imajo še vizualno komponento, ker se potem mogoče ta audio komponenta malo še zabriše, ali pa ko se združi z videom, je bolj prepričljiva. Ne. Ja, v bistvu ta dvojnost. Ne? Tako. Ja. A si imel kakšne pomisleke ob vabilu, da bi po nepričakovani, šokantni smrti Saša Hribarja, ki je več kot 30 let ustvarjal Radio Ga-Ga, stopil v te njegove čevlje? Ful smo imeli težav, iskreno. Mislim, predvsem ustvarjalci Radia Ga-Ga, ne, spravi predvsem v glavnem tle Tilen, pa mogoče tudi Jure, so imeli ful težavo, ker so nekako čutili, da bi radi to delali naprej, istočasno pa niso želeli po svoje, da bi zdaj to bila samo neka kopija prejšnje oddaje, po drugi strani so pa nekako s tem spoštovanjem tudi do vsega hoteli to stvar peljati naprej. In mislim, da je imel tudi radio kot organizacija, je bil tle v poziciji, ker istočasno se jim je zdelo, to mora ostati, ne, pač Radio Ga-Ga je taka inštitucija, da mora ostati, so se pa vsi bali in smo se vsi bali, kako bojo ljudje sprejeli zdaj to, da se oddaja malo spreminja, da pač koncept je malo drugačen. In moram reči, da sem jaz tukaj kot avtor bil ful presenečen, pozitivno, kako so ljudje sprejeli to. Ne. Spravi, vsi smo začutili, in mi in publika, da je to nekaj, kar mora ostati. Vsi smo razumeli, da se mora spremeniti, in se mi zdi, da so vsi to nekako tako sprejeli zelo z odobravanjem. No, in da tudi zdaj, ko to delamo, da nekako skozi dobivamo feedback, da hvala, da ste ostali, hvala, da niste ukinili tega, ne, ker so se tega vsi najbolj bali. Aha, Saša je šel, zdaj ne bo nič več. Ne. In se mi zdi, da je to bilo tisto glavno, kar nas je vse prepričali, pač da kot institucija Radia Ga-Ga mora ostati. Ne, pač, ja, lačni smo bili tega. To šlo to, ne, tako da pač se mi zdi, da tle smo vsi zadovoljili eno potrebo, ki mogoče najprej nismo vedeli, da mora biti zadovoljena, pa ko se nam je zdelo, zdaj pa lahko to zgubimo, ne, pa smo pa vedeli, ne, tle mora to ostati. Ne. Ja, s temi pomembnimi stvarmi je tako. Ne, to pol ugotoviš. Ja. No, lanskega februarja, torej pred skoraj 2 letoma, se je Ga-Ga vrnil kot Radio Ga-Ga Nova generacija, malce spremenjen, kar je razumljivo, ampak z izkušeno ekipo izjemnih imitatorjev, čeprav si z večino sodeloval že prej, predvsem na televiziji, pa ste se vseeno morali začutiti, ujeti. Ne? A ste zdaj tam, kjer ste si želeli biti na začetku? Jaz mislim, da imamo to srečo, da smo v bistvu vsi prej že začeli sodelovati na enem projektu Bučke. In tam smo se v bistvu zares poznali kot ekipca, pa tam smo začeli sodelovati. Kjer je bil tudi Sašo zraven. Tako, ne, in pa se je vse to prelil nekako potem v kaj dogaja. Ne, in potem se mi zdi, da iz izkušenj delanja obeh teh dveh oddaj je nekako bilo naravno, tako samoumevno je bilo. Aha, zdaj pa mi se selimo še tja. Potem smo sicer tudi mi imeli malo pomisleke, da ne bojo zdaj ljudje začeli mešati, ne. A veš, ko so isti ljudje, ki delajo to, pa tist. Ampak po drugi strani pa se mi zdi, da ravno zato, ko sta to dva toliko različna medija,
pa ker vse imamo ljudi, ki ne delajo samo na enem in drugem projektu, pa ker se tudi mi zavestno ful trudimo, da se zadeve ne mešajo, ne? Se pravi, če imamo eno temo v eni oddaji, se ji v drugi izognemo in tako naprej, kar ni problem, ker je dovolj tem. Tako da noben tukaj ne nastrada, po domače povedano. Ne? Kar se tiče pa samega koncepta, pa se mi zdi, da zdaj počasi prihajamo v neko to stanje, kjer nismo več nervozni pred vsako oddajo, ne, kaj bo, a bo nam ratalo, ali bomo speljali. Kar po eni strani je fajn, ne, ta neka trema, ta nek anksioznost pred nečim, zato ker je pač vseeno oddaja improvizirana, kakorkoli jo napišemo, kakorkoli se dogovorimo, se mi zdi, da je pol tisto, kar je ključno pri Radio Gaga in kar je drugače, za razliko od vseh drugih oddaj, ki jih delamo, ki so pač 100% napisane, ne, da je tukaj prepuščeno, da so namenoma ene stvari prepuščene improvizacije. V scenariju imamo prav napisano improvizacija. Ne. Je nek setup ali pa je neke alineje so, ne, pa namenoma pustimo imitatorjem, da pač kar grejo s tem. Ne. No, ampak vseeno je pa scenarija veliko več, kot ga je bilo v času Saša Hribarja. Pa ja, mislim, da je ta glavna razlika, da prej je scenarij bil pač samo v Sašotovi glavi in je on istočasno sedel v studiu in pač po scenariju vodil igralce, kar je zdaj drugače to, da jaz ta scenarij napišem, pa sedim zunaj studija in pač zunaj studija v slušalke govorim ljudem, kaj naj počnejo, ampak bistveno manj, pa bistveno mogoče manj usmerjam v tem smislu igralce, pa jih sam pustim, pač ne, tu imate scenarij, tukaj imate istočnice, pa ko se mi vsake toliko časa kot režiserju zazdi, da zdaj bi pa lahko pa pritisnem gumb pa rečem, ok, počas pejmo naprej. No. Po scenariju naprej. Prosim, po scenariju, tako. Ne. V šoli nisi veljal za kakšnega veseljaka, ki bi zabaval sošolce, si pa rad opazoval druge, kar ti je v bistvu potem prišlo še kako prav pri improvizacijah. Kaj je pravzaprav skrivnost dobre improvizacije? Ja, to je tisto vprašanje, ne, kaj je skrivnost dobre kuhinje ali pa kaj je skrivnost dobrega športnega uspeha. Vse to, da se držiš pravil po eni strani, kar improvizacija kakorkoli je. Improvizacija ima ful enih pravil, ki jih moraš poznati, ne, da lahko dobro improviziraš. Opazovanje je definitivno ena od dobrih lastnosti, zato ker večino časa ti je v improvizaciji lažje, če preprosto sam poustvarjaš situacije, ki si jih že videl. Ne. Se pravi, ti ne vlečeš iz zraka teh situacij, ne, ampak se poskušaš vedno spomniti situacij, ki si jih že doživel in potem bi se poustvarjati te situacije, ki so ravno zaradi tega bolj prepričljive, ker so resnične in tudi ljudje jih bolj začutijo kot resnične, ker se prepoznajo ali sebe ali druge v teh situacijah. Ne. Pa še ena stvar, ki je na nek način zelo zanimiva, se mi zdi v improvizaciji, to so stereotipi. Ne. Pravi, improvizacija velikokrat dobro funkcionira takrat, ko razumeš stereotipe, tako da lahko se na njih nasloniš, da so prepoznavni in potem, ko lomiš stereotipe, ker je to, kar je ponavadi smešno in ljudi zabava. Ne. Tako da je to en pomemben aspekt, saj tako, kaj jaz gledam na improvizacijo. No, če govorimo o improvizaciji, pri tvoji karieri, pri tvojem ustvarjanju je za vse, kar se je zgodilo v nadaljevanju, v bistvu kriva Improliga pa gledališče Ane Monro. Na nek način je res, ne, saj ko sem prvič gledal predstavo gledališča Ane Monro v Mariboru, v Narodnem domu, po mojem enkrat leta 2000, če ne celo prej, sem prvič videl teater, ko mi je bil tako, ok, to bi pa jaz lahko delal. Oziroma ne lahko delal, to se mi zdi zanimivo, da bi jaz delal. Ne. In potem je mogoče res ta vtis te predstave me spremljal in potem, ko sem prvič imel možnost aktivno sodelovati v tem, sem se seveda pridružil. Takrat je bilo še ful enih okoliščin, pa smo bili pri tabornikih, pa smo znotraj taborniške organizacije se s tem začeli ukvarjati. Takrat je tudi improvizacija bilo neko gibanje, ki je bilo v porastu, ne, dajmo reči, imelo je svoj prostor, imelo je svoje gledališče kot France Prešeren, imelo je nek kulten status, imelo je ta termin v nedeljo zvečer, kamor so vsi prihajali. Pečeni smo bili tam. Tako je, imelo je tudi, zdaj če pogledamo malo slovensko medijsko krajino, ne, bomo hitro ugotovili, da je veliko ljudi, ki danes veljajo za legende, za igralske legende, za komične legende in tako naprej, so v bistvu vsi začeli temne, oziroma so se kalili skozi improvizacijo. In tudi mi, ki zdaj, ne, če retrospektivno pogledamo, veljamo za neko drugo generacijo, ne, improligašev pa improlige, ne, smo pač
na nek način se zgledovali po tej prvi generaciji improligašov. Ne. No in potem se je začel sestavljati ta mozaik, najprej oddaja Štafeta mladosti. Ja, pa se oddaja Štafeta mladosti, mislim, da je istočasno tekla. To se mi zdi, da je bilo tudi Štafeta mladosti je takrat ful črpala iz improlige, ne, skaj tam so iskali ljudi, ki so potem v Štafeti mladosti igrali v skečih, pisali skeče, vodili oddaje in tako naprej. Tako da je bila to ena taka valilnica za veliko oddaj, pa za veliko drugih projektov. Ne. No, se pravi, in potem se je ta mozaik počasi sestavljal, tudi projekt Slon in sadež je prišel iz tega, ampak o tem glasbenem delu tvoje kariere v zadnjem delu pogovora, mogoče zdaj le samo to, da si kitaro začel igrati dokaj pozno, šele pri Tabornikih, če sem prav informiran, in tudi to je bila ena točka preloma. Ne? To je definitivno ena točka preloma. Što se tem, da sem preigral tudi druge inštrumente, ne? Tako da sem v bistvu izobražen v nižji glasbeni šoli kot flautist oziroma kot blok flautist, igral sem tudi klarinet pa neke te druge inštrumente, tako da mi je bilo pa lažje, ko sem najdel kitaro pod pojeslom, ker sem pač imel že vsaj neko osnovo. Je pa to, se pravim, to je pa najbolj ta stereotipna, kot sem prej rekel, klasična zgodba, fant najde kitaro, fant igra kitaro ob ognju, punce prisedajo. Fantu se zdi to super. Ne? Super, zato še naprej igra kitaro in tako naprej. Igor Bračič je nedeljski gost Vala 202, medijski ustvarjalec, tekstopisec, glasbenik, sadež iz dueta Slon in sadež, improvizator, v zadnjem času pa najbolj znan kot scenarist radijske satirične oddaje Radio Gaga Nova generacija in popularne televizijske oddaje Kaj dogaja. Igor, politična satira. V preteklosti je veljalo približno takole: če res hočeš vedeti resnico, poslušaj satiro. Satira torej ni olepševala stvari, resnico je samo še malce bolj osvetlila. A je danes še tako? Jaz mislim, da je danes še bolj tako. Ne? To zadnje čase sem že parkrat povedal, da se mi zdi, da zadnje čase v poplavi lažnih novic, umetne inteligence, levega in desnega populizma, medijskega, je mogoče satira, vsaj tako, ko mi ustvarjamo, še edina stvar, ki preverja. Mi smo edini, ki preverjamo, se mi zdi. Mi smo edini, ki pazimo, da kljub temu, da se zafrkavamo, da so informacije, na katerih smo zgradili svoje štose, preverjene, resnične. Ne. Tako da, tako kot je pač včasih veljalo, ne, oziroma tako, kot smo mi imeli, ne, če hočeš vedeti, kaj se v Ameriki res dogaja, glej South Park. Ne. In je malo tudi počasi prehajamo v ta svet, kjer mogoče novicam ni več za zaupati, ne. Lahko pa mogoče zaupaš ljudem, ki se delajo norca iz novic, ne, oziroma ker vsaj mi se še vedno zdi, da ful pazimo, da ne bi nasedali na lažne novice ali pa na take stvari. Ne. Ja, v bistvu je predpogoj to, da satira temelji na resnici, na preverjenih dejstvih. Ja, mislim, stvar ni smešna, če ni resnična, žal. Ne. Sploh pri satiri se mi zdi, da to najbolj velja. Ne. No, kakšno težo ima satira pri nas, so v bistvu pokazale emocije ob smrti Saša Hribarja prej omenjenega. Ljudje imamo radi to vrstno satiro, sploh če je narejena dobro, in to, kar počnete vi, je res narejeno izvrstno dobro. Hvala. Zdi se, da te satire, vsaj tak občutek človek dobi, ni prav veliko, predvidevam, da tudi zato, ker to ni tržno zanimiv produkt. Ne? Oglaševalci verjetno nočejo biti povezani s tem, ker se ne bi radi komu zamerili. Res je. Mislim, da je to eno od pač teh stvari, zakaj je pač toliko satire, predvsem na nacionalni televiziji, ne, in radiju, je to zato, ne, ker pač tukaj nismo zavezani samo tržnim zakonitostim, ne, ampak smo tudi nekim drugim poslanstvom. Vedno manj sicer. Ja, ampak moram reči, da v tem smislu bojem kar pohvaliti, no, pač RTV, ki se mi zdi, da pazi, ne, oziroma se zaveda tega poslanstva in kako je v tem smislu satira pomembna. Se zdaj spet ne lahko rečeš, da je to mogoče tudi njihova tržna niša, ne, ker s tem vseeno zapolnjujejo nek prostor, ki ga druge televizije in radije manj zapolnjujejo. Čeprav ni zdaj reči, da drugi se s tem ne ukvarjajo, ampak jasno je, da tukaj se več vlaga in pač dela na tem, da to imamo. Ne. Drugače pa je tako, no, mislim, da če primerjaš zdaj z
ker pač malo gledamo skozi, kaj se pa drugod dogaja. Pa moram reči, da vsaj v evropskem ali pa v tem nekem balkanskem medijskem prostoru ima Slovenija v bistvu kar nekaj satire, oziroma je satira zelo prisotna, bolj kot drugod. Zdaj, če pa pogledamo pa čez lužo ali pa mogoče v Veliko Britanijo, tam pa se mi zdi, da vseeno tudi zaradi tradicije tega so stvari še bolj out there, po domače, ampak tudi na nek drug način, ne? To je pa res. Tako da pač, jaz mislim, da trenutno, vedno bi lahko bilo bolje, ampak situacija satire v Sloveniji ni tako slaba. No, že to, da bo v novi sezoni oddaja Kaj dogaja daljša, kot je bila doslej, je dokaz Tako, ne, se hočem satire, točno to, ne, in tudi moram reči, da tukaj RTV razume to, ne, in ko smo mi po 14 sezonah izrazili željo, da bi si želeli nekaj novega, da tudi mi kot ustvarjalci potrebujemo v tem smislu izzive, potrebujemo pač neke nove stvari, zato da lahko naprej delamo isto stvar, so se tudi oni strinjali, ne, in so rekli, ja, razumemo, to je normalno, tako se dela in evo vam, izvolite, tukaj imate. A imate sodelavci recimo pri ustvarjanju omenjene oddaje Kaj dogaja, kakšna pravila, so kakšne tabu teme? Pa v bistvu ne zares, mislim, tabu tem, da bi tako naprej se jim izogibali, da bi kar vedeli, o tem se ne govori, ni. Imamo znotraj ekipe kdaj kakšne situacije, kjer se rečemo, aha, to bi pa lahko bilo drugače, pa meni se zdi, da to mogoče ni najbolj tako, ampak se mi zdi, da gre tukaj bolj za te neke človeške faktorje, ne, pač nekomu se zdi osebno nekaj, da gre predaleč, ali pa da ni ali pa še večkrat, da ni dovolj, ne, v narekovajih satirično, ali pa mnenjsko, ne, da pač bi si zaslužilo našo obdelavo v tem smislu. Drugače pa se mi zdi, da je naša ekipa dovolj, glih to, ne, dovolj raznolika, da v trenutku, ko se o nečem vsi strinjamo, je to verjetno dovolj dobro. Kako pa pravzaprav poteka tvoje delo? Ponedeljek, torek, verjetno še ne veš, kaj bo v oddajah, sicer moram reči, da vam gre današnja politika kar na roko, ker včasih se mi ob kakšnih dogodkih zdi, da so še bolj gagajevski, bolj tako, kaj dogaja. In to je ravno problem, ne, da se dogaja, da so realni dogodki tako nori po domače, ne, da za satiro ni prostora, dobesedno, ker pač tega ne moreš narediti bolj neumnega, tega ne moreš narediti bolj čudnega, bolj smešnega. To je pač tako, kot je, se zdi, kot da bi en to že napisal in posnel, da naj bi bilo satirično. Ne. Ja, tudi sam imam včasih občutek, ko gledam kakšno stvar, ne, si rečem, tole bo pa v petek ali pa v soboto zagotovo oddaji. To je pa drug problem, ne, kaj se nam pa tu dogaja, je to, da se stvari tako hitro dogajajo. Danes, da smo se že, včasih smo imeli tako, až nekaj se čez vikend zgodi, pa si tako misliš, aha, to bomo delali v petek, pa je tako, ne, zato ker se bo že do srede zgodilo toliko nekih novih stvari, toliko nekih novih iztočnic, da bo tisto, kar se je zgodilo čez vikend, ali že itak drugače, ne, ali pa pase, ne. In tudi zato smo se zadnje čase kar navadili, da ponedeljek prideš blank. Ponedeljek ni nič, razen če se res nekaj velikega zgodi, ampak načeloma res ponedeljek je prazen in šele tisto, kar je v ponedeljek pa ali v torek rata aktualno, je tisto, kar nam potem res pride prav konec tedna, ne. Pri politični satiri so seveda na udaru politiki. Imaš kakšne negativne odzive tistih, ki jih ali v Radiu Gaga ali pa v Kaj dogaja vzamete v precep? Pa moram reči, da ne, celo zadnje čase ugotavljamo to, da vedno več politikov v luči, ne, pač tega, kako se danes dela politika, je začutilo, da če pač nisi prisoten tukaj, ne, potem politično ne obstajaš, ne, in ne samo, ne samo, da ne komentirajo negativno, ampak se celo mogoče zdaj že sami ponujajo, da bi prišli, da bi jih obravnavali, da bi nekaj skupaj naredili. V stilu vsaka reklama je dobra. Ja, vsaka reklama je, mislim, na ta način, da mi to gledamo, ne, spravi, ena je vsaka reklama je dobra reklama, druga je pa to, da nam vsem toliko zaupajo, kot satirikom, ne, da bomo z njihovim likom in delom ravnali spoštljivo, ne, kakorkoli se bomo zafrkavali, kakorkoli bo to satira, bo dovolj na nivoju, da lahko oni to sprejmejo kot šalo na svoj račun, ne. In to zadnje čase ugotavljamo tudi, da se je začelo to, da so začele stranke množično poobjavljati naše, recimo skeče, naše spletne objave, ne. Tega bo včasih manj, zdaj pa vidiš, ne, takoj ko nekaj zelo targetiranega na neko stranko objaviš, ne, je ta stranka takoj to poobjavi, komentira, se zahvali v narekovajih in tako naprej, ne. Tako da vidiš, da razumejo počasi, kako
to gre, ne, da pač na nek način smo soodvisni, ne, in Ja, pa še volitve se bližajo. Predvsem pa volitve se bližajo in ne, tle bomo tudi mi prišli na svoj račun. Po tvojem mnenju, a je kateri od polov, desni, levi, bolj manj dovzeten za politično satiro? Pa kaj pa vem, mislim, da so bolj posamezniki znotraj obeh polov, so tisti, ki so bolj ali manj dovzetni, ne, tako da lahko imamo, mislim, konkretno imamo posameznike na obeh straneh, ki so zelo veliki fani celo, recimo Bandeli je bil včasih en od teh, on je čisto vsako stvar, ki smo ga omenili sam nekje, je on takoj po objavu se zahvalil, komentiral, skratka je bil prav tako, ko mi je čakal, da ga bomo nekam dali, ne. Za tiste, ki se pa pritožujejo, oziroma tiste, ki pa imajo težave s tem, se pa dostikrat zgodi, da to niso prav te osebe, ampak so neke ljudi iz njihovega kroga, ne. Ni mi všeč, kaj ste naredili mojemu dobremu prijatelju. Ne? Pa včasih se tudi sprašujemo, ne, je to zdaj ta oseba. Vprašam za prijatelja. Ne, tako je ta oseba zdaj to, ali res je nek kolega začutil, da to je pa šlo malo čez rob. Ne? Ampak da bi prav konkretno posamezniki imeli težave s tem, težko rečem. Tudi kar nekaj politikov je aktivno sodelovalo v naših skečih in so bili zelo za žur, zelo so bili za fore. Mi smo jim par stvari predlagali, ker smo bili tako pripravljeni, da bojo rekli ne, recimo, pa so oni prišli še dlje s tem, kot smo si mi recimo želeli. Tako da lahko rečem tle v bistvu sam, da razumejo, kako se to igro igra. Zdaj sva prej rekla, da je v bistvu realnost zdaj že bolj gagajevska. Tako, ne, in v tem smislu se tudi to nekako pokriva. Ne. Tudi mi zdaj se pravim, ne, če bi si recimo par let nazaj nas želeli, ne, tako da bi čim več teh aktivnih politikov vključili v kakšne programe, smo zdaj že, ko so se začeli sami ponujati, ne, malo obrnili ploščo, pa smo rekli, ok, mogoče pa, ne, če bi pa tako radi prišli, pa mogoče boš, da ne. Mala terasa je češnja na torti oddaje, kaj dogaja, bi se kar strinjal, se mi zdi, da si to nekje izjavil, da je v bistvu to slon in sadež z nadgradnjo. Ta nadgradnja je verjetno genij Tilen Artač. Ta nadgradnja je absolutno Tilen Artač. To je najboljša mogoče definicija tega, res, ne. Eno je zabavno besedilo kot tako, ne, eno je neko sporočilo podano skozi humor, pa ta nadgradnja, ki jo pa Tilen naredi, ne, se pravi, da ti res pričara zelo prepričljiv vtis, da to res poje zdaj neka slovenska glasbena zvezda, in vizualno in predvsem ne, se pravi slišno, je pa res to, kar pol naredi celo stvar, ne, ker pač je kakorkoli še bolj prepričljiva, še bolj gre v uho, še bolj je zabavna. Ne. Tako da, ja, mislim, tukaj brezstilno absolutno ne, to ne bi šlo. Ne. In tudi se mi zdi, da je prav specifično cela stvar narejena zanj, ker pač res je zelo malo ljudi, ki je to sposobno, ne, in ne samo to narediti, ampak toliko časa, toliko likov iz tedna v teden, ad hoc v bistvu skinevati po domače, to je noro. In na takšnem nivoju. In na takšnem nivoju. Sicer ne veš, da je to zato, ker je pač za tem ure in ure vaje, ne, poslušanja, pripravljanja, razmišljanja o tem, kako to početi, ampak ja, še vedno pač zelo malo ljudi to zmore. Igor Bračič je nedeljski gost Vala 202, medijski ustvarjalec, tekstopisec, improvizator, scenarist radijske satirične oddaje Radio Gaga, Nova generacija, televizijske oddaje Kaj dogaja, pa seveda glasbenik, Sadež iz dueta, pravzaprav skupine Slon in Sadež. Igor, Slon in Sadež z Juretom Karasom imata ta projekt že skoraj četrt stoletja, v bistvu se neprestano vračata van, bi lahko rekel, kot v kakšen varen pristan. Kako se je vse skupaj začelo? Mislim, zdaj ja, drugo leto praznujemo 25 let od nastanka oziroma od prvega koncerta. Tako da ja, na nek način je varen pristan, absolutno, na nek način je, se mi zdi, kot nek brand, ne, ki sva ga uspela ustvariti pred leti in zdaj nekako živi svoje življenje in midva paziva zelo na to, da ga ne umaževa po domače. Ne. To je tudi eden od razlogov, ne, zakaj mogoče pod tem brandom relativno malo ustvarjava, in to je zato, ker nekako se nam zdi, da je tako malo stvari, ki si na koncu dneva res zaslužijo v narekovajih Slon in Sadež obravnavo, ne, da pač
je mogoče kdaj se zdi, da je na stranskem tiru, ampak to tudi zato, ker oba intenzivno ves čas delava zelo podobne stvari nekje drugje, ne. Se pravi, jaz jih delam na radiju, na televiziji, on jih dela na televiziji, včasih zdaj predvsem v gledališču, in tako naprej. In se mi zdi, da vse stvari, ki jih delava sicer, ne, lahko potegneš zelo očitne vzporednice skupino Slon in Sadež oziroma z dvojcem Slon in Sadež, ravno zato, ker pa so malo drugačne, ne, ali pa mogoče služijo drugačnim tudi medijskim namenom, pa niso pod brand Slon in Sadež zapakirane. Zakaj je Jure slon, ti pa sadež? To je ena zelo stara šala o slonu, ki sedi na veji in je češnje. Ampak mislim, da je najbolj v bistvu ironično je pa to, da v principu stvar ni bila mišljena kot on in on. Ne, na začetku nas je bilo več, to je bila gledališka skupina, ki je šla nastopati v Liverpool na nek festival mladinski. Mislim, da nas je bilo 8 in smo se poimenovali Slon in Sadež oziroma takrat v angleščini Elephant and the Fruit, po vzoru teh starih angleških pubov, ki je vedno neko, ne vem, The Caesars and the Donkey, The Neki and the Neki. In to je bilo, ne, mi smo pač rekli takrat The Elephant and the Fruit in potem naj bi ta ista gledališka skupina nastopila na Metelkovi na neki žurki in razen na dveh dobenega ni bilo. Ampak je bilo, ok, greva midva vse nastopati, ampak zato, da bo malce drugače, ne, deva pač ime v slovenščini, ne. Sva si rekla Slon in Sadež in potem, ko sva tam nastopila in ker sva bila 2 in ker se je bilo temu ime Slon in Sadež, je bilo vse normalno, en je eno, en je pa drugo. In ker sva pač sedela tako, da je bil Jure na levi in jaz na desni, so si rekla, ta lev je slon, ta desen je sadež. In ko sem bila soočena s tem, ker sva seveda pač človeka improvizatorja, se pravi, ne, sva navajena, ko ti nekdo nekaj sooči z neko novostjo, moraš reči ja, ne, pač ne smeš blokirati, moraš reči ja, in ko se pač, vi ste Slon in Sadež, ti si to, sva rekla, ja, to sva midva. In pa sva še nekaj časa namenoma malo izmenično govorila drugače, ne, da je en drug slon, pa da je en drug sadež, zato da je bila neka zmeda, ne, ker pač ta medijska zmeda je vedno fajn. Potem pa se je ravno zaradi tega, ker so pa stalno vsi spraševali, odkot to glupo ime, ne, so ugotovila, da je to v bistvu dobro za brand, ne, da pač in da ljudje ne vejo, kdo je kdo in da se ljudje stalno sprašujejo, odkot to ime in ne, zdaj po 25 letih se še vedno to pogovarjamo. Tako da očitno, včasih narediš nekaj, pa sploh ne veš, koliko dober je to, ne. Največkrat je tako. Imaš kdaj ustvarjalno blokado, vsak teden ustvariti 2 satirični oddaji sploh ni lahko, nasprotno, ne? Pa mislim, da je glih to, ne, toliko je dela, da nimaš časa za blokade, ne. Jaz sem sicer, ne, jaz sem pač res sem ful prokrastinator, ne, to je pač ena od mojih hib, poleg vseh ostalih in res jaz, če nimam prisile, pa če nimam roka, pa če nimam te moralne dolžnosti do ljudi, ki pričakujejo moj izdelek, ker oni brez njega nič ne morejo, se zelo malo stvari zgodi, ne. Tako da je ta konstantni pritisk, ne, da pač morajo biti stvari narejene in predvsem to, da ni časa, ne. Se pravi, ravno ta koncept ustvarjanja teh oddaj, ki bi marsikoga lahko vznemiru ali pa ne, bi mu naredil težave, ker ne bi mogel delati toliko na hiter iz danes na juter. Meni se zdi, da je to ravno tisto, zaradi česar je meni lažje, zato ker ni časa za razmišljanje, ni časa za henganje, ni časa za gledanje v prazne liste, ker pač tekst mora biti dobesedno včeraj že napisan in ne, pač zdaj ga je treba napisati in jutri mora biti izveden. In je pač, se mi zdi, da to tisto, kar me v bistvu celo stvar dela lažjo. Ne. Ni časa za ustvarjalno blokado. Ni časa za blokade, ker pač je toliko stvari odvisnih od tebe, da pač si ne moreš tega privoščiti. Ne. Kaj pa umetna inteligenca, a ti že kdaj pomaga pri delu? Zdi se mi, da satira pa ni ravno polje za umetno inteligenco. Pa ja, mislim, so ravno, ne, bolj je to, da je v vsaki produkciji, ne, tudi v produkciji satire je ful enih stvari, ki so ali na koncu dneva avtomatizirane, ki so na koncu dneva nek balast. Vsak kreativni proces ima en del procesa, ki je dolgočasen, ki je pač nekaj, kar bi kdorkoli po domače lahko naredil in tle pride umetna inteligenca zelo prav. Ne. Se pravi, ti imaš milijon idej in zdaj rabiš samo to, da nekdo ti to oblikuje. Tukaj pride umetna inteligenca zelo prav. Rabiš recimo
sploh pri politični satiri, ker doskrat obravnavaš neke teme, ki so zapletene. Ne? Ti veš, da je neka tema, ampak ravno zato ti nočeš zdaj površno pisati o tem, ti hočeš najprej razumeti, kaj je srž problema. Ne? In tukaj recimo umetna inteligenca pride prav v smislu tega, da ti naredi razumljivejše povzetke kompleksnih nekih težav, zato da ti vsaj na hitro lahko ugotoviš, kaj je to, iz česa se v resnici delamo norca. Ne. V glasbeni produkciji pa tudi umetna inteligenca zadnje časa prihaja zelo prav, zato ker je ogromno momentov v produkciji, kjer ti potrebuješ neko glasbo, ki nima dobene, dajmo reči, avtorske vrednosti, ne? Se pravi, je samo podlaga nekemu skeču, je samo punchline v nekem štosu. Ne? In tukaj smo imeli doskrat probleme, ker je pač glasba avtorsko zaščitena in je pač s tem povezala neka pravila. Tukaj pa zdaj lahko si sami generiramo po domače glasbo in nam je olajšalo delo. Ne? Spet tu ne gre zdaj za neke velike stvari, ampak v luči vsega tega ustvarjanja pa je umetna inteligenca nekaj, kar pride prav. Ne? Tudi ko si sam doma pa neki razmišljaš, je včasih dobro, včasih smo se več dobivali na teh nekih brainstormingih, ker je pač to samo zato, da pač ideje padajo, nekdo ti odgovarja, nekdo ti daje neko drugo idejo. Zdaj je počasi umetna inteligenca prihaja tja, kjer je uporabna tudi že za to. Spravi, ne da bi ti zdaj res generirala ideje, bolj za to, da ti pelješ neko idejo na sprehod skozi umetno inteligenco in zraven gledaš, in potem vidiš nek koncept, ki rečeš, to bi bilo pa uporabno in pa na podlagi, nekega 2 stavkov ti pol spet napišeš cel tekst na novo. Ampak se pravim, kot nek ta feedback machine pa je uporabna. Pomagalo, ja, ampak da bi pa pisalo satiro, uporabno satiro pa ne. Včasih dobimo te komentarje, zdaj vam je ful lahko, kaj vam umetna inteligenca vse piše in vsak rečem, izvoli, prosim, tukaj imaš plačljivi ChatGPT, pa probi nekaj napisati z njim, samo da vidiš, kako nemogoče je. Mislim, oziroma na koncu boš gotovil, da boš porabil več časa, pa več vsega, da boš nekaj enostavnega spisal, kot če bi sam to napisal. Mislim, to zdaj govorim za nas, ki pišemo. Zdaj pa na drugi strani pa mogoče nekdo, ki ni zares vešč pisanja, pa bo mogoče se mu zdelo, vse to, kar je napisal, je pa čisto v redu. Ampak ni v redu. Ni. Leto 2025 se bo poslovilo z oddajo Kaj dogaja, silvestrsko oddajo. Če govorimo o tem iztekajočem se letu, kaj je tebe najbolj nasmejalo? Verjetno si to tudi uporabil v kateri od oddaj? Veš, zdaj si me pa najdel, kaj je mene najbolj nasmejalo. Tako da bi me... lahko rečem, kaj me je najbolj zaselilo. In to bo zdaj verjetno zelo... hecen primer, ampak recimo najbolj me je razveselila zmaga Lindsey Vonn na smuku v Sankt Moricu. Tako, zato ker sem ful fan od Lindsey Vonn in ko se je bivši smučar, ne? Tako, in ko se je odločila, se vrne, sem bil eden od redkih ljudi, ki sem rekel, ona ima dejansko šanse, da, ko sta se ona pa Hirscher oba odločila istočasno se vrneta, mi je bilo takoj, Hirscher nima šans, ona jih ima. In takrat so bili vsi, pa ti si nor, in so rekli, počakajte eno sezono. In ko je na koncu sezone prišla, že med prve 3 sem rekel, naslednje leto bo zmagala. In prva tekma in zmaga in bo to tako en tak lep človeško-športni dosežek, ki ga lahko občuduješ, sploh ker je z nekega področja, ki ni moje področje, ampak je tako vidiš človeka, ki je res dal vse v nekaj in mu uspe in si vesel za njega. Sploh pa nočem zdaj spet, ne razumeti tega narobe, ampak še ful mi je všeč, da je to ženska naredila v smislu tega, v nekem, sploh ker je pač dan danes, se mi zdi, da se spet te spolne vloge se oddaljujejo, se neka nova luknja je začela tukaj nastajati in se mi zdi, da pač ena ženska pokaže, kaj zmore v nekem svetu, ki je na nek način zelo moški, športni svet, mi je tako še dodatno, mi je še tako dodatno pač show them girl. Razumel si se, smo slišali. Ja. Tako. Mogoče samo to pa čisto na kratko, ko omenjaš Lindsey Vonn, športnike, iz športnikov se pa ne gre norčevati, ne? Ja, vsaj v Sloveniji ne. Mislim, da športniki so, za razliko od politikov,
ki so pač te v narekovajih svete krave, ne, oni so pa res svete še kaj drugega. Ne. Mislim, da večkrat se je že poskušalo na nek način da se ne smeš hecati iz športa, ne, ampak na ta način, kakor se mi norčujemo, ne, iz politikov, se absolutno v Sloveniji ne smeš norčevati iz športnikov. Ne. Ker pač očitno je neka ta prepričanje ljudi, ki na nek način zdrži, ne, da pač vseeno športniki so toliko žrtev morali narediti, da so kakorkoli prišli do tja, kamor so prišli, ne, da zdaj jih ne smemo soditi samo po rezultatih, ne, ampak je pač kjerkoli rezultat je bil dosežen z nekim odrekanjem, ki si zasluži spoštovanje. Ne. Se imamo zdaj znotraj šport, se pa lahko iz športnikov norčuješ kdaj zaradi stvari, ki niso športne. Ne. Tu pa se mi zdi, da pa že je neka siva cona, kjer se pa sme. Ne. Recimo, ne, iz Zlatka Zahoviča, ne, se v nekem smislu že sme delati norca, ne, a pa je Srečka Katanca. Ravno zato, ker ni samo športni, ker so to ljudje, kjer pa zdaj ni več samo športni aspekt, ne, ampak so oni sami k temu dodali še nekaj in ta druga stvar je pa, ne, pač, z tega se pa lahko norca delam. Preden se zahvalim za tale pogovor, katero glasbo boš izbral za zaključek nedeljskega gostovanja na Valu 202? Bom pa izbral skladbo skupine Gore, z naslovom Idrija, ker je to pesem, ki sem jo jaz napisal. In je to edina pesem, ki sem jo posnel, ki ni ne socialno kritična, ne poskuša biti smešna, ampak je sam neka, tako kot mora biti, ne, prava pesem, sam čustva izlita na papir, kot pravi Trkaj, in je posvečena moji prvi hčeri, ki je ime Idrija, in evo, Idrija, to je zate. Igor Bračič, hvala, da si vzel čas za nedeljski pogovor. Naj tvoj vrelec izjemnih idej do vtipov nikoli ne usahne. Sam rok mi dajte. Trenutek lepin ti, ko si prvič vzela ti in sam pred tabo sem obstajal.